Prav lep dober večer. Mislim, da zadnjega dogodka ŽND v okviru Evropske prestolnice kulture. Danes je že za nami tiskovna konferenca. Knjiga je prišla med nas, antologija perspektiv in refleksij. Zdaj bomo še odprli neko diskusijo, debato, kjer bomo poskušali nekih vsaj bežno oplaziti par problematik, tako v smislu, ki so bile reflektirane že tokom leta in pol v perspektivah, refleksijah, kot seveda navezavi na trenutno situacijo pri nas, posebno v Mariboru, kaj je, kaj ni, kaj lahko že ozavestimo, kaj smo sposobni ozavestiti in česa mogoče še ne vidimo. Z nami, z mano danes tukaj na tem pogovoru bom začel, kot sem rekel, pri duši mesta, nekako pri Petru Tomažu Dobrili, pri človeku, ki ima kaj reči, kot da je iniciator ideje EPK, človek, ki stoji za genezo Kible, ki stoji za duhovnim Mariborom v vsakem smislu, ne. Potem je z nami Snežana Štabi, urednica tiskanih izdaj Kible, Mateja Ratej, zgodovinarka, sociologinja. Z nami je gost Robert Perišič iz Zagreba, ki bo nam posodil oči za zunanji pogled na nas same. In z nami je Dušan Čater, ki bo tudi na nek način vsaj delno zunanji pogled. Ljubljana, Maribor, večna dihotomija, večna ljubezen, love-hate odnos in tudi ta odnos ima verjetno neko evolucijo, neko dramaturgijo. In če se neko mesto premakne, se dramaturgija seveda dinamizira. Hkrati nam bo pa pomagal malo pri dešifriranju jezikovnih preprek z Robijem. Jaz vas ne samo retorično vabim, da kadarkoli intervenirate s čimerkoli vsebinskim v debato, kajti kljub temu, da smo živo zdaj na ŽND strani, to je že neke vrste afterparty, pa ne bo to intelektualni afterparty, ki se potem nadaljuje bolj sproščeno zabavo na ŽND-ju, ampak oboje seveda se dogaja med ljudmi in z ljudmi, s katerimi komuniciramo in v kodu, kjer komuniciramo. Jaz bi začel z Robertom, da nam mogoče da en kratek pogled na Slovence, na Slovenijo, na državo, tako zdaj v tem trenutku, o Mariboru pred EPK, o Mariboru zdaj, kakor se vidi iz Zagreba, kot se vidi iz Hrvaške, in seveda zgodbo nas, Slovencev, ki nimamo v kontekstu bivše Jugoslavije neke velike zgodbe, nimamo velike mitološke zgodbe in hvala Bogu nimamo velike zgodbe v smislu vojn, klanja krvi, da bi nas že na tej osnovni, bazični ravni seveda začeli demolirati. Robi, kako izgledamo? Kako smo mi videti iza granice? Slovenija, koja prosperira, Slovenija danas, koja zapravo je na rubu kolapsa, na taj ili onaj način, i u tom kontekstu, ne znam, priča Maribora, ako je uopće postojala prije EPK, kako si ti vidio, ti ipak imaš informacije sa Slovenijom u nekako više nego drugi normalni kao državljani Hrvatske. Kako ide ta priča? Kako nas vidite, kako vidite te naše gradove, tu našu dinamiku? Prilike. Ne treba prevoditi. Možda neki titul da ide, ali Čater mi pokušava krivo to prevoditi.
ja sam nedavno napisao neku kolumnu čiji je naslov bio "Nismo to očekivali od Slovenaca". I još jedna rečenica bila u tekstu kao jesu li nas Slovenci razočarali što su se kao počeli buniti. Jer nekako Hrvati su mislili da će Slovenci to sve proći i da će raditi, da neće ništa. Nekako takva je bila kao percepcija, kao da neće se tu nikad niko pobuniti i da će sve biti u redu, mislim. Tako da oni nisu znali da nešto nije u redu, a onda ih je jako iznenadilo u biti kad se čulo odavde da su se ljudi pobunili. Pa to je bio jedan povod da napiše neki tekst kojeg u biti Aleš na neki način spominje sa jednom retrospektivom oko toga kako sam ja vidio, šta ja znam, razvoj nekako Slovenije i prije i nakon raspada Jugoslavije kao jednu zemlju koja nije, koja je na neki način prednost, paradoksalna prednost bila to što nije imala recimo tako fiksacije na prošlost, što nije imala kao u neku slavnu ili mitološku povijest prema kojoj bi se mogla okrenuti nakon socijalizma. I mislim da je to bilo pozitivno zato što su se drugi okrenuli nakon raspada jednog ideološkog, jedne paradigme načina općeg gledanja i doživljavanja društva pa i budućnosti, onda su se okrenuli prema prošlosti. To se dogodilo u većem ili manjem obliku u cijeloj Jugoslaviji drugoj, osim Slovenije, bivšoj Jugoslaviji, dok su Slovenci išli recimo tako na jedan racionalni način, svjesni nekakvih postignuća koji su postigli recimo u zadnjih 100-tinjak godina. I ima tu jedna rečenica da zapravo nije bilo u povijesti i u prošlosti nečeg za što su mogli imaginirati da je bolje od onog sad, pa ih je to zapravo usmjeravalo prema budućnosti, to jest vas, ja stalno govorim ih. Nadam se da me razumijete, sad ne znam je li treba Čator to prevoditi. Da. Pa mislim da je sad, zapravo je sad neki moment očito da je nastao taj osjećaj napretka u biti koji je postojao, koji je bio u biti kontinuiran u zadnjih možda i 100-tinjak godina. Tu se očito sad osjeća neki zastoj koji ne bi rekao da je, ja ne bi rekao da je on, kako bi rekao, proizveden tu, nego mislim da je proizveden van i da je proizveden putem politika koji nisu zapravo ovdje nekako, kako bi rekao, svi smo mi danas u poziciji da se kao nameće nekakva ekonomska kolektivna krivnja koja bi trebala nam reći kao da smo živjeli preko svojih mogućnosti i tako dalje. Mislim da to jednostavno nije rješenje te enigme šta se trenutno događa i u tom kontekstu mislim da su i ovi protesti za mene bili na neki način dokaz da se ovdje još uvijek zapravo i razmišlja o budućnosti, zapravo da je to jedan logičan nastavak ovoga što sam do sad pričal. Mateja, kaj pomeni za narod, za nacijo zdaj biti brez zgodovine v narekovajih? Recimo, če neho težo malo simplificiram. To je iz vidika traumatičnosti, a se zdaj, imaš občutek, da se zdaj dela zgodovina, ima zdaj neko vsoto nekih silnic na ravni mesta, ki je sprožilo oziroma skratka, kaj zgodovinarka pravi na tezo o naciji brez zgodovine, brez velike mitološke zgodbe? Hvala. Lep pozdrav. Ne bi rekla ravno brez zgodovine, vsekakor zgodovina je, zdaj pa vprašanje, koliko je pa veličastna, ne?
In najbrž je imel v mislih Igor Robert Tole, ne. Torej, Slovenci seveda nimamo neke veličastne zgodovine, ne. Velikokrat govorimo o tem in o tem govorijo velikokrat tudi naši pisatelji, ne, da imamo zgodovino hlapčevstva, ne. In ravno na tem hlapčevstvu se potem velikokrat oblikujejo tudi nacionalni kompleksi, ne. To presegamo zdaj? Je to, kar se zdaj dogaja, preseganje neke matrice hlapčevstva? Prezgodaj govoriti o tem. Niti ne vemo, koliko ljudi bo jutri prišlo na proteste. Mediji tokrat vstaje mariborske jutrišnje niso oglaševali, ne. In zna se zgoditi, da bo tokrat ljudi manj. Konec koncev je december, župan je rekel, da bo odstopil. Skratka, stvari so nepredvidljive, smo v sredini, ne. In meni se zdi zelo prepotentno kakršnokoli pametničenje v tej smeri, ker tudi mi smo pravzaprav del te zgodbe zdaj v tem trenutku, ne. In nismo nič bolj pametni od tistih, ki so stali že 3-krat tam na trgu in bodo jutri morda spet, morda pa ne, ne. In a lahko povzroči, razumem prav, si povedala, imamo zgodovino, sedaj imamo zgodovino, ne, ampak a lahko manjko zgodovine povzroči višek debate o zgodovini, skoraj umetno genezo ali pa obračanje k tem, pa iskanje teh stvari. Ja, Slovenci smo se zelo fiksirali na zgodovino po drugi svetovni vojni, ne. Za ta čas imamo prav poseben izraz, polpretekla zgodovina. Jaz osebno zelo zavračam ta izraz, zato ker govori o tem, da se pravzaprav tej tako imenovani polpretekli zgodovini nismo pripravljeni odreči, ne. In sicer nismo se pripravljeni odreči ne tisti, ki jo kriminalizirajo in ne oni, ki jo idealizirajo, ne. Zato ker je vsakodnevni del političnega diskurza na vseh ravneh. Pravzaprav se za vsako stvar, ki se poraja pravzaprav iz organiziranja družbenega življenja, išče vzroke v tej polpreteklosti, ne. Delni razlog je tudi v tem, da so nekateri akterji te polpreteklosti še živi in s tem seveda čustveno vpeti v to obdobje. In morda je to tudi zato, ker nam manjka ta prejšnja zgodovina, ne, prejšnja nacionalna zgodovina, ne. Čeprav nacionalna zgodovina se tudi pri ostalih oblikovala šele tam v drugi polovici 19. stoletja, ne. In takrat je bilo treba pač zgraditi to veličastnost za nazaj, ne. In to so počeli tudi drugi, ne samo Slovenci, ne. Ena od akcentov teh protestov, pa bi v bistvu Peter Tomaž, če lahko, en akcent od teh protestov je prav to, kar je bilo zdaj omenjeno s strani Mateje, se pravi polpretekla zgodovina, ki je presekana dobesedno na dva pola, dva vzporedna trakova, kjer tečeta, na katera se sedanjost obrača, jih instrumentalizira, ne, po svoji lastni vesti in kreira različne hode v prihodnost lahko, ne. Ampak je to realno del zavesti, ko govorimo, skratka, elite stran v celoti, ne bi bilo ta predpostavka zajeta not, ne. Se pravi, elita, ki instrumentalizira eno zgodovino in drugo zgodovino stran, ali smo ozavestili, težko najdem drugo besedo kot nateg. Hvala lepa, dober večer. Ja, jaz bi se tudi mogoče tukaj na Roberta kar navezal, da če morda Slovenci nismo nekako malikovali svoje zgodovine za čas Jugoslavije, smo začeli za časa Slovenije. Ravno to, kar je Mateja omenila, polpreteklo zgodovino, naenkrat beli in rdeči, ne, druga svetovna vojna, skratka partizani in domobrani, ki je tudi znana slovenska štorija iz 19. stoletja, klerikalo liberalo, oziroma kot je na razstavi v
kazino oziroma veliki kavarni na ogled med sokoli in orli, pač razlika je samo, da so imeli eni pero navpično, eni pa pero malo bolj po strani. Skratka, razlike so minimalne, ne? In kar se tiče pa sodobnosti, ja, po 20 letih smo očitno prišli do te točke, da smo spet na začetku, ne? Ker je ponovno potrebno razmišljati, na kak način bomo sanirali javni dolg, nihče pa se ne sprašuje, na kak način recimo bomo distribuirali zasebne dobičke, ki so jih v teh 20 letih recimo si marsi kateri iz te, jaz si pravim kvazi elite oziroma samozvane elite, ker pač nekdo, ki se s takimi stvarmi na ta način ukvarja, zame ne more biti elita, ker pa se mi zdi vseeno elita v nekem primeru žlahtna beseda, pa bodi si, da gre za kulturno, bodi si, da greš za športno elito, drugih pa mislim, da žal tukaj v Sloveniji ne premoremo. No? In želeli smo jih ustvariti, ne, v časih samostojne kot neke vrste politično elito ali pa ne vem in tako dalje, ampak očitno je prišlo tako daleč po 20 letih, da lahko govorimo verjetno o neki zablodi ali pa o nečem podobnem. Tako da ja, na kak način stvari reševati, mislim, da se preko interneta in podobnih teh sodobnih recimo družabnih omrežij ali pa medijev tudi ustvarila ta ena osnovna komunikacija, ki je bila recimo po moje, da potrebna ali pa se je izgubila pred 20 leti, ko smo pač prišli do samostojne države in kot je Robert tudi prej, tako se mi zdi kar v redu omenil, smo začeli delati, ne, skratka se več nismo ukvarjali z drugimi, z družbo, ampak samo še sami sabo in kako bomo delali in kako si bomo pač to in ono recimo naprej ustvarili, ampak po 20 letih smo videli, da enostavno to ni pot, ki pelje ne v sedanjost, ne v prihodnost, ampak je dejansko to ena taka, mislim, da širša in socialna in družbena, recimo, ne mislim zdaj socialna družbena kot je načaj, ampak kot dve različni besedi, kohezija, skratka tako na nivoju komunikacije, kot na nivoju recimo spet nekih kulturnih identitet ali pa entitet, kot na nivoju tudi nekih recimo socialnih in družbenih skupin, pa naj si gre to recimo za razno razne recimo robne skupine, manjšine, ne vem, deprivilegirane, kot jim rečemo, starejše, mladino postalo in ravno v tem času, skratka zadnjih 20 letih, mislim, da se ta naša medsebojna komunikacija v veliki meri izgubila, če ne kar na nek način anulirala. Po svoje so jo spodbujali seveda mediji, pa ne mislim tudi nobene stvari zdaj kategorizirati, ali to ali pa ocenjevati dobro ali slabo, mislim v dobrem ali slabem pomenu, ampak so bili mediji tisti, ki so na nek način družbeno komunikacijo recimo tudi kot neke vrste katarzo še edino izvajali. Nije pa bilo več na nivoju recimo teh raznih posamičnih družbenih podskupin ali pa, če rečemo, med elito in recimo kvazi elito, skratka in ostalo družbo. In ravno v tem mislim, da je prišlo do tega obrata, ki se meni tudi zdi, do recimo te napake, ki je jasno, da del sistema je bila ves čas tudi vgrajena v ta sistem, da dejansko je se pokazalo, tudi jaz upam, da ni to prehitro, ampak se mi zdi zaenkrat tudi že zadosti, koliko je bilo narejenega z temi gibanji v recimo zadnjem mesecu ali pa dveh, odkar se pač dogaja po Sloveniji in tudi recimo mogoče že od lani odpiramo borzo in tako dalje, da je dejansko družba pri nas elita. Skratka, da se ta situacija obrne, jaz mislim, da so ravno ti ljudje, ki hodijo na demonstracije in ki zahtevajo recimo svoje osnovne človečanske pravice in pravico, kot je tudi pravica do komunikacije, pravica do bivanja, ne vem, pravica do javne šole, do javnega zdravstva, ne vem, do javne kulture in tako dalje, da je dejansko to elita. Skratka, na ta način mislim, da je treba tudi nadaljevati. Za vse tri, ki ste nekako domačini, poznate organizem, poznate mesto, njegovo strukturo. V redu, sicer jaz ne razumem tega intuitivnega vboda v socialno tkivo, odkje nenadoma smo nekaj mi ozavestili, kar vemo že nekaj časa. Ne? Politične elite manipulirajo se, igrajo z nami že nekaj časa, kupujemo. Mediji dajo sliko, kot jo dajo, kupujemo. To gre z roko v roki, je zaprt krog in v njim rotiramo. Zdaj pa že
nekaj je presekalo. Kaj smo ozavestili, če smo ozavestili in zakaj se je to zgodilo v Mariboru? Meni se zdijo zelo zabavne v zadnjih dneh te debate, zakaj ravno v Mariboru, ne? Marsikdo reče, da stvari so čisto iracionalne, ne znam si jih razložiti, ne? Ampak treba vedeti, da so stvari zmeraj iracionalne in da se zdijo racionalne samo zato, ker jih zgodovinarji spravimo v lepa zaporedja, vzročno-posledična. In ker se nam to dogaja, zdaj jih še nihče ni uspel spraviti v ta lepa zaporedja, zato so iracionalne. In zakaj je ravno v Mariboru? Stvari so lahko zelo banalne in bizarne, ne? In ko se enkrat začne krogla vrteti, se pač vrti in velike družbene spremembe so se zmeraj dogajale nenapovedano, nepričakovano, ne da bi si kdo posebej želel. In dogajajo se pač, recimo Fernand Braudel, francoski zgodovinar, pravi, da je treba, da bi razumeli to pravzaprav zgodovinsko dogajanje, treba razumeti te dinamiko zgostitev zgodovine in pa nekega trajanja, ko se nič ne dogaja, ne? In zato pravim, počakajmo še malo, ne? V vsakem primeru bomo, pa mi bomo zdaj vseeno mogli govoriti, ne? In to o tej temi, in bomo vseeno vprašali, ne, še enkrat, ne? Vem, da ne moramo, ne? Smo sredi procesa, če, zakaj pa ne, pa bodimo pogumni, pa intuitivno, če ima kdo kakšno tezo, kaj smo ozavestili, ker gre za proces, ki ne traja en mesec, glede politike, glede preteklosti. Te stvari imamo na pladnju, na mizi že lep čas, hodimo na volitve, gledamo dnevnike zvečer, gledamo Odmeve, gledamo soočenje ene in istih političnih komentatorjev, povejte mi temo, vam bom povedal, kaj bo povedal, no problem, vrtimo se v centrifugi in smo nekako, dokler smo imeli kredite, smo bili zadovoljni. Ne? Je bilo v redu. Zdaj, okay, zdaj namihujem seveda na degradirano mesto, ne? Na mesto, ki je ranjeno, ki je od leta 1991 verjetno stagniralo ali padalo. Vseeno pa provociram še enkrat domačine, če ima kdo še kakšno misel o tem, zakaj je tle, in če si upa kdo v procesu intuitivno stopiti korak naprej, v fikcijo, prihodnost in pogledati nazaj, pa karkoli povedati, kaj ozaveščamo, kar bomo vedeli na koncu tega procesa in kao pred tem procesom nismo vedeli, čeprav smo videli. Ja, bitka za interpretacijo se je že začela, ne? Zdaj EPK lahko stopi v vrsto in se začne promovirati kot tisti, ki je spodbudil dogajanje. In morda mu bo uspelo, da bo čez 50 let, ne, to je prehitro, čez 20 mogoče v kakih učbenikih za zgodovino, ne? In tako je treba gledati tudi vse ostale interpretacije, še zlasti v učbenikih za nacionalno zgodovino, ki so zelo enobarvne in poenostavljene, ne? In meni se zdi, da na tak način nikoli ni mogoče razložiti nekega procesa. Zgodil se je zaradi tega, zaradi 5 točk v alineji. Razumem. No way. Bom obrnil zadevo, pa neham potem. Ne zaradi zasluh, dajmo pristopiti vsaj mi, kaj bo v učbenikih, ne vem, za interpretacijo zgodovine me sploh ne zanima. Bodimo hvaležni, da se je stvar zgodila v tem trenutku, ker je bilo že tako potopljeno vse skupaj, slučajno v tem nekem končnem procesu, nekega poglavja degradacije od leta 1991, to je sreča, da je v tem trenutku, to ne gre za zasluho. Sreča je, da smo tle v tem trenutku in da se je to zgodilo. To je moja perspektiva recimo na to, ne? Res medalje, prvi tečem ven, ker je grozno, ker halo, kaj bo s tem počel. Ampak v tem smislu, ali se znotraj te sreče, da kaj videti, ozavestiti, ali kdo kaj sluti, se če ne bomo šli pa naprej. Jaz bi se mogoče mičkeno odmaknila od aktualnosti teme, pa se mogoče posredno približala. Kolegica tukaj je sodelovala pri zelo odmevni razstavi, ki je bila postavljena v okviru EPK-ja letos v Mariboru, in sicer gre za zgodbo o Nemcih v Mariboru. In ta razstava, ki je recimo ni
bila namenjena strokovnim krogom, zgodovinarjem, pritegnila je najširšo možno publiko, mislim, da je 15.000 številka obiskovalcev te razstave, ki je 3 mesece menda trajala. In ta razstava je meni postavila vprašanje, ali v tem, zdaj pa govorim o tem mestu, ali v tem mestu res nenehno brišemo, ne da bi ga mitologizirali, ampak brišemo zgodovinski spomin. Brišemo spomin na Nemce in recimo drugo vprašanje, ki se mi je avtomatično vzpostavljalo ob tej razstavi Nemci v Mariboru, je bilo vprašanje, zakaj za vraga ne stoji v poslopju Narodnega doma hkrati razstava o Slovencih v Mariboru v tistem obdobju, ki so prav gotovo predstavljali tudi neko kritično maso ljudi v tem mestu, energij, ambicij in podobnega. Skratka, te razstave ni, ampak seveda včeraj na tiskovni konferenci, ki je bila knjiga predstavljena v zvezi s to razstavo oziroma katalog, je Franci Prosnik dopolnil, da bi pa še želel zgodbo o Čehih v Mariboru in zgodbo o Rusih v Mariboru in ne vem kaj še vse, skratka zgodbo o kozmopolitskem Mariboru v začetku stoletja. In če se zdaj odmaknemo, preskočimo iz tega začetka stoletja oziroma tam obdobja po prvi svetovni vojni in gremo v to novejšo zgodovino, pa rečemo, da imamo to polpreteklo zgodovino. Še vedno, tudi če gre za mitologizacijo te polpretekle zgodovine, recimo v Mariboru se zdaj trenutno popolnoma odrekamo svoji industrijski zgodovini, recimo času prosperitete tega mesta in recimo kolega, ki je pač z Hrvaške, takrat je ogromno ljudi prišlo v Maribor, se je naselilo tukaj za stalno, tukaj so si ustvarili družine, našli zaposlitve v Tamu, v hidromontaži, kaj vem kje. Ali je še zdaj kaj takega v Mariboru, zaradi česar bi ljudje iz Hrvaške prišli živeti raje v Maribor ali ne? Žal. Poznamo pa tudi zgodbo o zaupanju recimo v finančne inštitucije slovenske, ki se je reklo Ljubljanska banka in poznamo celo to dolgo jaro kačo, zaradi katere se pač tudi gledamo čez to schengensko mejo in se ne vidimo dobro, po moje. In znova bom opozorila na še en del zelo spet zanemarjene in nekako spregledane zgodovine. V tistih letih, ko je nastal Radio Marš, ko je izhajala katedra, ko se je v Mariboru marsikaj dogajalo, zelo improvizirano, zelo naivno mogoče, na koncu je padlo to v vsa ta civilna gibanja, ki so tako rekoč postala konstitutivna za nastanek države in vprašanje je, kako smo si to državo predstavljali in koliko se zdaj ta sedanjost naša sklada s tistimi pričakovanji od takrat. Zato imamo mogoče revolte in nezadovoljne ljudi. Gre pa seveda tudi za neko zgodbo o navajenosti iz preteklosti, kaj smo že imeli in kaj nam zdaj odvzemajo. Vedno, kadar gre na slabše, pač rečeš ali pa nekaj takega. No, skratka, bom zelo na kratko tole povzela. Takrat je nam recimo na Maršu bilo samoumevno komunicirati z Zagrebško 101, z B92 v Beogradu, z Ljubljanskim radijem Študent in skratka vse to je pravzaprav bil nek prostor, v katerem smo funkcionirali in se nam je zdelo, da imamo neko skupno željo, ideologijo, ambicije, ne vem kaj vse. To so bili pač ti študentski mediji. In recimo tudi zelo pomemben online servis, ki se mu reče Kobis, Opak,
To, ko pogledate vse slovenske knjižnice, pa vse knjige, ki so na voljo, ta Cobiss je nastajal v okviru te bivše Jugoslavije, ki smo se tako želeli losati, ampak takrat je šlo za povezavo knjižnic od Ohrida, Skopja, Niša, Beograda, Zagreba, Sarajeva, Reke, ne bom naštevala. Skratka, to je bil na nek način miselni korpus, do katerega smo lahko nenadoma z nekimi tehnološkimi zadevami dostopali online in tudi razumeli smo te jezike. Smo jih razumeli, če ne drugače, smo se pa potrudili. Zdaj smo v nekih drugih okvirih. Zdaj smo monokultura. Ne? Zdaj smo monokultura. In zdaj je težko vprašati, zakaj brišemo te zgodovine, kaj nam daje zdaj identiteto, če pa hočemo vse pozabiti. Včeraj, predvčerajšnjim, pa še zdaj se bomo spomnili tega, kar je bilo 1918. Pa bomo pa gradili naprej. Mogoče še izziv, mogoče zgodovinarji, mogoče pisci, mogoče interpreti. Ta knjiga ima zelo lep naslov, Stanje stvari, če je to stanje stvari, zelo ambiciozen naslov, ali nam pripoveduje to zgodbo? Ta naslov je vzet od Petra Nadeša, monumentalni esej not, Jutka Rudaš je tle, ki je zaslužno, da smo mi to dobili. To je res analiza, seveda najprej Madžarske in potem Srednje Evrope in kar je najlepše, Madžarska je nekako v tem smislu sodobne redefinicije demokracije v malo bolj tesne okvire, malo bolj hierarhično ostre okvire, da nam uporabo kišne izraza, pionirska država. Ne? In tukaj noti je esej, kjer pravzaprav lahko beremo in sledimo poti. Vsaj zadnje leto je to recimo vodnik skozi prostor in čas na nek način. Preden Dušana vprašam, kakšno je vreme v Ljubljani, pa kakšen je avtobus do Maribora, karkoli še za dodati glede ozaveščenja. Če se lahko vrnem k temu zgodovinskemu spominu, se v tem trenutku dogaja zanimiva stvar, namreč poskuša se poiskati neke vzporednice iz preteklosti za dogodke, ki se dogajajo zdaj v Mariboru v zvezi s protesti. In recimo, temu jaz pravim mitomanija, ne? Ker pač se vzporejajo neki nasilo, sporejajo dogodki iz preteklosti, ki bi jih zelo težko sporejali. Naprimer Rudolf Meister. Ne? Kaj ima Rudolf Meister z protesti današnjimi? Popolnoma nič. Še huje je, da je... Ja, ker to je brisanje zgodovine. Rudolf Meister, čeprav smo mitli, a ni tako manjka? In ironija je, da je Rudolf Meister leta 19, tisti dogodek se je poimenoval Mariborska krvava nedelja. Na glavnem trgu je protestiralo 10.000 Nemcev proti priključitvi k Jugoslaviji in Rudolf Meister in njegova vojska so na protestnike streljali in več 10 jih je umrlo. Tako da Rudolf Meister in danes protesti, hvala. A bomo ubijali protestnike? Ne bomo. Zakaj ne bi bilo soočenje s takim dejstvom, da smo mi, Rudolf Meister, jaz to prvič slišim, streljal na protestnike, ne? To bi bilo verjetno, kdo bi to rekel, da je to, kako se to imenuje, nacionalna izdaja, ali nekaj podobno, bi jo izrazil, ne? A imamo probleme mi soočenjem stvari? Vsaka nacionalna zgodovina pač neguje nacionalno zgodovino in jo prikaže v lepši luči, ne? In zabriše slabe stvari. Ne? V redu, negujemo, seveda negujemo, ampak negujemo marsikaj, ampak ne barvamo v druge barve. Ne? Mislim, tukaj imamo probleme s soočenjem. Okay. Mislim, recimo, zelo simptomatični primer recimo med Slovenijo in Italijo. Ne? Za ene so bili partizani in pa tigrovci teroristi, za nas so bili osvoboditelji. Mislim, zmeraj je stvar interpretacije, ne? Tako da to ni nič posebnega. Dušan, kaj ti laga mikrofon? Kako vprašanje? Najprej te bom vprašal, kak je avtobusna linija do Maribora, mi povej, prosim.
Avtobusna zelo slaba, redko vozi. Kakorkoli že, no, lep večer tudi z moje strani. Jaz bi se pa malo ustavil pri onem vprašanju, prej, ko si ga postavil gospe z svetlimi lasmi začali. Zakaj ravno Maribor, ne? Jaz imam tle eno tezo, ki je, jo ne bom zagovarjal o nekih znanstvenih razpravah, ampak je zrasla nekako na mojem zelniku. Gre pa za to, jaz sem sicer drugače od Štajerc, iz Celja doma in nekako imamo krvi to in se tega zavedam, da na Štajerskem je nekako velja ta rek auf Bix, čreva na plot, ne. Tudi nekako je znanstveno dokazano, sem nekje zasledil, da Štajerci malo glasneje govorijo od drugih. Verjetno je tle bi bilo pametno iskati razloge, zakaj se je ravno v Mariboru vse to začelo. Pustimo Kanglerja ob strani, ne. Maribor je na nek način povezan. Ne glede na to, ne bi rad spodbijal gospe, ki je govorila o multikulturnosti Maribora, ampak vsekakor je Avstrija tle blizu, ne. Vsekakor gre pa za to, da v Maribor prihajajo dejansko Štajerci, ne. V Maribor recimo ne pride na študij nekdo iz Primorske, nekdo iz Gorenjske, nekdo iz Dolenjske. Se pravi, da je tle nekako neka skupina nekih ljudi, po moje isto mislečih, ne, ki si jo nekako odraščalo v istem okolju. Mogoče zaradi tega, ne vem, če samo obrnemo stvar, recimo, da gremo malo iz resnih stvari, recimo na fuzbal. Dobena navijaška skupina, recimo v Sloveniji, nima možnosti odstaviti direktorja kluba ali pa trenerja kluba. V Ljubljani se to ne more zgoditi. Ko Štajercem zavre, letijo in Zahovič in Milinovič vsi. Tako to gre in mogoče je tle ta razlog. Evo, tako, to je bila recimo zelo pomembna točka, ki je Dušan recimo meno zavestil v zadnjem času. Moje življenje je bilo tako, da sem živel sicer v Ljubljani, ampak če sem stopil iz hiše, sem stopil na dvorišče v Maribor, ne. Nasledil v avto in prišel v Maribor. Recimo, in on mi je recimo tako mimogrede enkrat, nek večer, nič posebnega, mi je dal vedeti, da se to v Ljubljani ne spremlja, da se ne čita, ne bere, da ni interesa, ne. In to meni malo zazvenelo, ne. Zdaj, res nič osebno, ampak kot fenomen. Zdaj, če se ti znotraj verjetno nekega prostora dela neka zgoščenina, kreativna, s potencialom, načelno je to stvar, da moramo ploskati pa vriskati, ne, pa oziroma biti zadovoljni. Enostavno imamo bolj diferenciran prostor z različnimi točkami, več možnosti za dialog. Recimo, to je stavek, ki si mi ga mimogrede položil pred sebe. A mi znaš povedati, kje si to zasledil, kak si dobil to občutek, kaj si kaj konkretno govoril, recimo ti si zdaj tukaj naša tipka v Ljubljano noter, če lahko kaj prevedemo oziroma potegnemo. Ja, jaz, kako bi rekel, sem na plačilni listi ljubljanskih medijev, kar lahko povem tako, čisto iz prve roke in to čisto iskreno. Na prvo žogo gre nekako za negiranje, ne, ker je to pač Maribor in ni Ljubljana. Po drugi strani pa so ljudje, recimo tudi jaz sem en teh krogov, ko sem tudi delal za EPK in tudi veliko mojih kolegov, ampak nekako jaz v bistvu ne znam opisati tega, ampak nekako prevladuje neko tako mnenje, hvala Bogu, da je konec EPK-ja. Ne vem zakaj, ampak mislim, da tle ne gre zgolj za neko favšijo našo pregovorno, ne. Da gre bolj za to, da vem, težko mi gre z ust ta beseda, ko vem, da je tle večina Mariborčanov, ne, ampak niso moje besede, to je po moje samo moje
povzetek vsega, kar se mi zdi, da vlada tako, ne, da je nekako Maribor, da gre večno tle za kaj se jim tekmovanje prvi, drugi, ne. Čeprav, no, to pa moram povedati, ne me prekiniti čar. Če bi danes bil derbi Olimpija, Maribor, bi po moje Dragons in Viole skupaj skandirali gotov vsi, no. To je pa reči, no, to pa je premik v kulturni, neki kultiviranosti in kulturni matrici. A bi kdo imel kakšen gol komentar? Prosim vas. Tako je še en vpad v zvezi z kulturnimi preboji, ne. Te demonstracije v Mariboru so, ne vem, če je že kdaj Nacionalni dnevnik zapisal v nekem v dialektalni rabi, ne da bi lektorji znoreli in to popravili, ne. Ampak Delo.si in Delo so imeli napisano mariborska vstaja z F. To sem doživela samo takrat, ko je bil Vlado Kreslin na vrhuncu svoje popularnosti in je lejko lahko bilo tudi na ljubljanskih policah. Mislio sam dodati, jer mi se nekako vrti po glavi, ovaj European Capital of Culture, Maribor 212, znači imali ste tu sreću da budete europski predstavnica kulture u ovoj godini recesije i austerity measures i cijele jedne cijelog jednog vala udara na razne stvari koje su bile prije normalne i koje smo zvali socijalnom državom. Tako da, mislim, kao evropski grad kulture sasvim je normalno da završite sa demonstracijama. I mislim, znam da vi to baš niste organizirali, mislim, vi iz EPK, ali ima nešto sasvim logično u tome da Evropski grad kulture završi svoju godinu sa demonstracijama, jer i u biti to nisu, ja nisam, mene nije zanimao taj gradonačelnik i takve stvari kad gledam stvari iz Hrvatske, nego mi je jasno da se ljudi bune zbog toga šta se agresivno zadire u njihova prava u cijeloj vjerojatno Sloveniji. Samo sad to je stvar incidentna gdje će se negdje nešto pojaviti. I jasno mi je da je to neki proces koji je širi, mislim, koji nije sad vezan za Maribor, a ni za samu Sloveniju. To uistinu nekakvi proces koji je evropski, možda čak u smislu cijelog zapada. I nema mi ništa čudno u tome. Mislim, meni je samo na neki način u biti u Hrvatskoj bilo iznenađenje da su se Slovenci, kako bih rekao, zapravo pobunili, ali nema ništa čudno u tome i to je jedna stvar koja je na neki način odgovor na politički pritisak, to jest ekonomski pritisak, koji nema veze, ja mislim, sa identitetima i takvim stvarima, nema veze previše sa kulturom u užem smislu, nego ima veze sa ekonomijom, naravno, ali s tim što ta ekonomija nije lišena ideologije. Ona nije lišena ideologije, to je jednostavno ekonomija koja je protiv, kako bih rekao, to je desna ekonomija koja je protiv onako nižih slojeva, protiv njihovih prava, protiv prava čak i naravno i srednje klase i tako dalje. I mislim, nema ništa čudno u tome da se dogode demonstracije. One se uvijek događaju s nekim povodom, pa taj se povod računa kao, ne znam, dosta nam je ovoga ali onoga, dosta nam je korupcija, jer korupciju uvijek možeš naći bilo gdje. Ali mislim, nisu se mogli u Sloveniji dogoditi demonstracije prije 10 godina. Mislim, možda su se i mogle na neki način drugi, ali jednostavno sad je jasno o čemu se tu radi. Radi se, ja mislim, o udaru na socijalnu državu i o politici rezova. Da li je
stvar kulture da je osuđen Sanader, recimo kod vas, a kod nas još nijedan veliki ili najveći. Je li to stvar kulture? Pa mislim da nije to isto. Mislim da je to stvar nekih političkih procesa koji su malo drugčiji. Znači ispred ste nas, konačno. Mislim, teško je reći šta je tu ispred, jer kad on je osuđen sad da je primio mito da je bio korumpiran i time prodao INA-u koja je najveća zapravo kompanija. Znamo je to i za naše, ali znaš, nešto je pa, mislim da se u Sloveniji još nije toliko toga rasprodao. Možda i je, ali vjerujte, još vam je puno ostalo. Vas lahko vključim karkoli za pokomentirati. V Mariboru, stanje, atmosferi. Tanja? Ja? Hvala. Jaz bi samo na nekaj zadev opozorila. Namreč, zdi se mi vedno, ko se govori o Mariboru, se zelo hitro stvari lokalizirajo. In se mi zdi, da je spet ta debata šla v eno smer Maribor-Ljubljana, zakaj Ljubljana spregleduje Maribor, zakaj, kaj se dela v Mariboru. Evropska prestolnica kulture je naslov. Jaz mislim, da bi bilo mogoče fajn zavrteti vrtavko v eno tako splošno evropsko smer, konec koncev tudi Maribor ni bil edino mesto, je en kup partnerskih mest, ki je sodelovalo v tem projektu. To je ena stvar, zelo se strinjam z Robertom v tem pogledu, tudi demonstracije. Dobro, zakaj so se začele v Mariboru? Ni verjetno samo ta pregovorna vročekrvnost, ki je spet malce problematična zaradi tega, ker se zelo hitro lahko ujamemo v nek stereotip in to pomeni, da konec koncev je potem legitimno v Mariboru, čez par dni tudi ubijati po cestah, ker smo Štajerci vročekrvni. Tako da tu bi jaz mogoče malo, pa je to vprašanje ali pa mogoče en pogled odprla na širše, kaj je recimo Evropska prestolnica kulture prinesla temu celotnemu slovenskemu prostoru in kako se v bistvu na nek način, kako je odražala to sliko letošnje Evrope. Se mi zdi, da je to na ta način tudi osnovana antologija stanja stvari. To je, katere urednice zdaj govorila, Nataša Kos, programski vodja kulturnih ambasad, evropska dimenzija. Bilo je izvajano, nam je manjkala, ali je spregledana, to je pionirski projekt pravzaprav. Ja, vsekakor, ne da mogoče je res manjkala Mariboru, manjkala v takem obsegu, kot jo ima Ljubljana, že zaradi tega, ker enostavno so tam vsa predstavništva, vemo, in veleposlaništev in kulturnih inštitutov in vseh, ki so letos res sodelovali v tem programu kulturnih ambasad. Vsekakor so določene inštitucije, in tukaj imamo dva predstavnika Kibla, to izkoristile in pokazale, da Maribor ni samo lokalen in osredotočen na to lokalno že prej, ampak mi smo, na primer v tem programu tudi kar 35 teh raznih inštitucij, vladnih, nevladnih, javnih, zasebnih v Mariboru vpeli v ta program in jih nekako povezali z 80 tujimi inštitucijami, ki so v Ljubljani, na Dunaju, v regiji, imajo nek sedež, torej ne v Mariboru. V Mariboru ima dejansko samo en, to vemo vsi, pred letom in pol je bil ustanovljen tudi ta ruski center in to je tudi edini kulturni inštitut. Tako da, evropska ali pa rečemo tudi svetovna dimenzija, ker vemo, da niso bile tu samo upete evropske države, ampak države vsega sveta je bila vsekakor zastopana in je nekaj, kar bo tukaj ostalo. Ti stiki, ta mreža bo ostala.
Sem še neka malenkost, Tanja je rekla, ne gre vse za dvojnost Ljubljana-Maribor, zato smo šli nam tudi vprašati za mednarodno dimenzijo. Ne vem, koliko države veleposlaništvo se je zvrstilo, ne. A bi lahko, ne vem, od anekdote do kratkih prebliskov, če je lahko kakšna povratna informacija ponovno od zunaj noter, ali vidijo to dihotomijo, ali obstaja, ali se jim zdi pomembna, oziroma kako vidijo Maribor pozicioniran znotraj recimo države. Ja, nekateri so to tudi preko raznih projektov izrazili, ne. Naprimer Goethe inštitut je bil tukaj dokaj prisoten in je tudi veliko vložil v projekt, ki se imenuje Jeziki prihodnosti in je res nekako povezal tudi te lokalne umetnike z nemškimi, ki so potem o tem razmišljali in vse, ampak naredil je tudi strip o Mariboru, Evropski prestolnici kulture in o Mariboru nasploh, in ki je bil poseben in je mogoče tudi izrazil nekaj teh lokalizmov in vse to, o čemer tako govorimo, tako da vsekakor nas vidijo, ne, ampak kljub tako, kot se mogoče tudi mi vidimo, ne, ampak zdi se mi vsekakor, da so nam nekako bolj pokazali tudi to, kar smo, ne, predvsem ti tujci, ki so prihajali, ali so to bili veleposlaniki, ki so pač najbolj diplomati od vseh, ali so pa bili umetniki, ki so pač povedali, kakšen je Maribor, kako ga vidijo. In nekako zadnji občutek, ki sem ga dobila, vsekakor je veliko, ne vem, zadovoljstvo in velik potencial, ki se tukaj vidi, in vsi so rekli, joj, čudno, zakaj še nismo prej prišli, ne, sem. Zakaj smo delali samo z ljubljanskimi, ne vem, inštitucijami, ne, tako da. Jutka Rudaš, koordinatorka perspektiv refleksij za madžarski prostor. Jutka, kaj se pojavlja Slovenija v madžarskih medijih trenutno? Kako se pojavlja? Kaj so kakšne interpretacije? Kaj lahko dobimo kakšno informacijo? Če imaš kakšno informacijo? Nimam nobenih informacij, jaz sem zdaj tu med občinstvom. Nimam jaz nobenih informacij. Edino ta literarni portal litera.hu. Oni so prevajali madžarske tekste, ki so bile objavljene na slovenskem portalu. Med drugim tudi tekst Roberta Perišiča. Edino to literarni vidik je bil, za ostalo pa ne vem. Evo, sem še, skratka ni, če kakršnokoli v zadnjem času, jaz nekako časa zdaj to traja, malo bolj intenzivno brbotanje, a je kakšen odblesk v madžarskih, ne vem, kontaktih ali pa medijih ali pa javnosti, če imaš? Nisem jaz nič zasledila, ne. Super. Mogoče lahko jaz, če čist malo sem spremljala avstrijske medije, predvsem te manjšinske recimo. Dejansko so pisali o Mariboru, se mislim, da je nekaj iz Frankfurter Allgemeine bilo enkrat objavljeno, ne, tudi en zelo pozitiven odziv, in kar se mi zdi, ne, pri teh tujih medijih v primerjavi z slovenskimi, ne, in je zanimivo, ne, je to, da seveda oni niso obremenjeni s temi lokalnimi, bom rekla, interesi, in dejansko so njihova poročila dosti bolj objektivna, kot recimo jih lahko spremljamo v Sloveniji, ne. In to je to, kar sem jaz, res nisem, pač žal dostopa nimam do recimo madžarščine, do italijanščine, hrvaških medijev žal nisem spremljala, sem pa res pač te avstrijske, ne, in vidim, da ja, seveda s temi lokalnimi zgodbami niso obremenjeni in se mi zdi, da so bili odzivi pravzaprav praviloma pozitivni, ne. Zdaj, tukaj sedimo uro pa 10 minut. Ja, seveda se vam bom absolutno dal besedo. Zdaj, imel sem celo plano, tukaj bi vas lahko vse pravzaprav potehnil not, pa za vsem vprašanjem dejansko. Ampak seveda to ne gre. Zdaj, če imate karkoli za dodati, za vprašati, postaviti opombo, karkoli, zunaj omizja, tle, če ne, bom še nekaj, pa gremo v neformalno delto. Prosim, Tomaž. Hvala. Glede na to, tudi ko si omenila, se mi zdi, evropske dimenzije in podobne dimenzije, se mi zdi, da je preko projekta Evropske prestolnice kulture se
po moje, zdaj mogoče to malo spet optimistično, ampak realno gledano prvikrat dejansko Slovenija kot prostor zaristala v mednarodni prostor, ker prej vsi, ko so si predstavljali Slovenijo, so si predstavljali recimo 3 točke, ne, Ljubljana, Bled pa Postojnska jama, naprimer, ali pa še mogoče kaj zraven, ampak zdaj so tudi vsi drugi, recimo, mogoče kdaj slišali še za Maribor, zdaj pa še za Slovengradec, ne, what the fuck is that, ali pa Mursko Soboto, ali pa Novo mesto, Velenje in Ptuj, ne, kot tudi ten naš, recimo, biser. In se tudi na ta način, mislim, da preko te, recimo, povezave s partnerskimi mesti končno spostavlja ta kontura, recimo ne samo regije, ampak dejansko naše države, da tudi tukaj noter obstaja. Prihaja pa zaradi tega tudi, kot ste omenili, ne samo recimo do nekih spet teh dihotomij ali pa dualizma ali pa tenzij, ne, na teh relacijah, kakršnekoli že so, ampak bodi si tudi z obratne strani, da se je nekako tukaj zdaj argumentirano pokazalo, da se lahko dogajajo tudi največje stvari, skratka, da smo jih sposobni napraviti oziroma da sploh ni problem jih početi, ne, in to z, mislim, relativno majhnimi vložki, ampak z zelo veliko ustvarjalnosti, ker ne zdaj čist ta analogija, ne, European Capital of Culture je poleg Evropske prestolnice kulture tudi lahko Evropski kapital kulture in to mislim, da je tudi nekaj ključnega, kar smo morda dobili kot v neki, recimo, devastirani oziroma pod razviti regiji z pač 73% razvitosti povprečja, kjer sta recimo Zasavje pa Prekmurje na 50%, ne, in tudi pol, ko govorimo tega, kar je recimo evropsko povprečje, medtem ko je recimo Zahodna Slovenija nadpovprečno razvita, mislim, da 10-15% nad, celo mislim, da osrednja slovenska regija z Ljubljano pa 30%. Ne, skratka, prišlo do kompletnih disproporcev, tudi recimo v času post-jugoslovanske, ne, Slovenije, ker je bil pa Maribor drugo ali tretje največje industrijsko mesto, ne, v Jugoslaviji, kot se tudi preomenil z vsemi temi migracijami oziroma priseljevanji. In z tudi identitetami, recimo, ne nazadnje, ne, Kobis, Izum, je bilo prvo računalniško omrežje v Jugoslaviji, ne, recimo pol tukaj na Grajskem trgu 1883, mislim, da je zasvetila prva žarnica v tem delu Evrope, pol recimo 2 leti je tukaj živel Nikola Tesla in tako dalje. Skratka, ena ta identiteta, ki je čisto realna, se je v bistvu spostavila skozi Evropsko prestolniško kulture, ki smo pa prej ne vem, zakaj recimo brisali, kup je še takih, recimo, minucioznih ali pa kakršnikoli tudi banalnih podatkov, ki ne nazadnje se kristalizira recimo skozi bodisi zgodovinska dejstva, bodisi skozi recimo neke umetniške akcije ali pa tudi, ne vem, skozi same dogodke, kot je recimo to zdajšnja razstava 100 let slovenske umetnosti, ne, ki je na nek način prvikrat pokazala, zdaj kakorkoli kljub vsem pač pripomba glede na izbor, to neko celovitost od recimo impresionizma do pač 21. stoletja oziroma še živečih ustvarjalk in ustvarjalcev. In ravno v tem recimo tudi v tej ediciji, tudi ne vem, v nekih teh medijih, ne, ki so se ravno skozi življenje ti kristalizirali, se mi zdi ta dobesedno kompetitivna prednost ali pa tekmovalna prednost projekta Evropske prestolnice kulture, pa recimo ekipe, ki smo to delali, se pokazala recimo nekaj takega, kot ne, je spletni medij življenja in dotik, je po mojem novum v dejansko slovenski digitalni realnosti tega, kar se grejo recimo vsi, ki publicirajo digitalne vsebine, ki žali Bog je zelo primitivno. In hkrati tudi se vidi, ne, da ima poleg recimo nekih nacionalnih, ima tudi širše in evropske in internacionalne, ne, recimo globalne dimenzije, ki jasno, da segajo tako na vzhodno Evropo, kot recimo tudi v malo manjši meri na zahod, ampak konstituirajo pa spet pomemben, mislim, da segment Evropske prestolnice kulture, ki ima tudi vse nastavke nekaj trajnosti, nekih trajnostnih vsebin, ker tudi kažejo, na kakšen način, pa s kakimi pristopi se prostor ne samo recimo internacionalizira in oplodi, ne da bi recimo nekako nasilno posegli van ali pa recimo
devastirali, kot se dogaja z sodobnimi, recimo okupacijskimi conami trgovskih centrov, ampak z nekimi blagimi oblikami, recimo intelektualnih vsebin, ki nam dajo ne samo duhovno hrano, ampak tudi recimo neke podlage, kako naprej, pa informacije, kaj se pa drugod dogaja. Meni se zdi tudi to kot recimo eno pomembno, pedagoško lahko tudi orodje ali pa platforma, kakorkoli. Tako da se mi zdi vsi ti segmenti, ki so nastali v tem trenutku, skratka in več plastnost, več polskost, več področnost delovanja, več medijskost, internacionalnost, recimo pa večnacionalnost, so dejansko tista, po moje, srž ali pa ost te Evropske prestolnice kulture, ki jasno da nas je tudi vrisala, po moje, nepozabno na svetovni, pač ne samo kulturni, ampak tudi, mislim, da širši zemljevidno. Vseeno je takih mest, mislim, da okoli 45, mogoče tu kako več, kako manj, ampak tu nekje, doslej. Hvala. Jaz bi želela dodati, zdaj identiteta mesta se ne da zgraditi v enem letu. Identiteta mesta se gradi pač, to so nanosi generacij. In problem Maribora je, da je po prvi svetovni vojni pravzaprav izgubil svojo elito, ker je bila mestotvorni element, absolutno so bili to Nemci. In ko so v prvi Jugoslaviji postali manjšina, recimo zelo simptomatično je leta 20, ko je bil koroški plebiscit, so Slovenci svojim nemškim someščanom vandalsko, brutalno potolkli vse šipe na njihovih trgovinah. In to je bila takrat realnost. Se pravi, elita je bila nemška, Slovenci pa so bili tisti, ki so bili zgolj nek spremljevalni element, večinoma ruralni, priseljen, in ta element je potem zasedel položaje elite po izgonu Nemcev pravzaprav. In ker se ta identiteta enostavno ni nalagala ves ta čas, ker jo je v času druge Jugoslavije nadomestila neka ideološka platforma, brezvsebinska in umetno narejena, pravzaprav administrativno dekretirana, te identitete mesto pač nima. Ne bom rekla na žalost, zato ker to jaz ne rada jamram nad stvarmi, nad stanjem stvari. In zdaj v enem letu, da bi zgradili identiteto, tega enostavno ne verjamem. Je pa jasen dokaz, da jo iščemo, in že to se mi zdi zelo vredno. Evo, sam pod vprašanje, jasno je, da se identitete ne zgradi v enem letu, sploh ni dileme. Verjetno, da se lahko pa ozavesti neke stvari. Zdaj se povračam na tvoj tekst, manjko samo premisleka, manjko samo zavesti mesta. To pa je verjetno lahko nek del nekega procesa. Nekako ne bi želela zmanjševati pomena Evropske prestolnice kulture, ne bi samo rada, da ne bi zašli v kakšne megalomanske samohvale, zato ker bi to bilo zelo kontraproduktivno. Jaz ponavljam, imamo srečo, da smo v tem trenutku na tem mestu. Dajmo biti v tej perspektivi. Mislim, da se bo pomen EPK-ja pokazal v prihodnjih letih in da bo absolutno pozitiven, zato ker je mesto projekt sigurno prinesel pozitivne stvari, ki se bodo šele pokazale. Zato jaz bi bila pozorna v tem trenutku z Mateja, ni EPK, nizanjem učinkov. To ni, proceduralno protestiram, to ni marketing EPK, ni, in me ne zanima ta zadeva, res ne. Sploh ne, zanima me Maribor kot mesto, res. Maribor kot mesto, to se slučajno ponavljam perspektivo, ampak res veš čas mislim iz nje. Imamo srečo, da se je zgodilo na koncu neke devastacije, popolnoma na dnu, da so se neke silnice prepletle in to je zdaj naša sreča, mi smo tle, ampak ne moramo pa zaradi tega, ker smo bili delnega procesa, ne razmišljati o zadevi. In samo pač potikam razmišljanja, nikakor pa to ni. Marketing in zakaj sem protestiral? Zato, ker sem se že pa v nekaj tekstih in v več komunikacijah avtocenzuriral zaradi potencialne možnosti, da se me bere kot marketing za EPK. Ne res.
Jaz mislim, da je tu skromnost na mestu. No, mislim, se jaz tudi. da škodi, ne? Da samo hvala škodi. Absolutno se strinjam. Perišič, gospod Robert, vi ste začeli s tem, da ste v bistvu postavili ta menik med zgodovino in med prihodnostjo v bistvu, ne? Zdaj pa vidimo v bistvu sam ful govora točno o tej zgodovini, o povzemanju in vsem skupaj, ne? Ampak glih mogoče to leto, ne? In v bistvu, če vzamemo kapital kulture ali kultura kot kapital, ne? Ali je naloga kulture, da se pogovarja, da govori tudi o prihodnosti. In če je, potem je verjetno čas, da začnemo kar takoj, ne? Pa mislim da je, kako bi rekao, nakon cijele ove rasprave ovo pitanje, da, na neki način može biti, kako bi rekao, suma cijele priče. Naravno da svi imaju povijest. Ja nisam mislio da, kako bi rekao, da Maribor ili da Slovenci, to mi je jasno, da imaju povijest, ali govorio sam o onoj fiksaciji poviješću na povijest, o tobože slavnoj povijesti i tako dalje, koja je u biti uvijek zapravo mitologija. I govorio sam da je prednost u biti Slovenije zbog toga što nije imala nekakvo kraljevstvo svoje i tako dalje, ni carstvo ili nešto, ili neki lokalni dominantni moment. Mislim da je to bila prednost u zadnjih 20 i više godina, zato što nije bilo tog fokusa na to. A ove sad lokalne stvari oko Maribora, Njemac i tako dalje, to je nešto drugo. To sad je stvar, danas spada u zonu tolerancije i pokušaja da se shvati šta se događalo, ali ipak se te stvari ne mogu ni shvatiti baš bez one prethodne dominacije koja je bila i ekonomska i kulturna, pa onda bez nacizma i tako dalje. Mislim, nije to baš samo onako stvar, sad ćemo mi reći kako su, kako bi rekao, kako su, sigurno su napravljene neke greške prema njemačkoj manjini i tako dalje, ali nije to sad mimo konteksta sigurno. Ali ja ne znam dovoljno o tome, tako da bolje da se ne petljam. Nego, mislim, kad smo govorili o ovim sad protestima i tako dalje, ja sam na početku rekao da mi se čini da je to stvar zapravo opet gledanja prema budućnosti, jer kad bi narod bio pasivan i kad se ne bi bunio protiv ovoga, načelno ja mislim da se radi o obrani, meni se čini da se radi o obrani nekako socijalnih prava i socijalne države, jer ne bi se ovi protesti dogodili, ja mislim da nema tog udara. I mislim da je to nešto što je obrana, kako bi rekao, obrana i nekih prošlih dostignuća, jer mislim da su zapravo ovo što je bilo u Sloveniji na neki način bolje nego i u Hrvatskoj je isto tako obranjeno s time što slovenski političari, neki od njih, ali tako se dogodilo, oni nisu baš prihvatili ni sve savjete tada sa zapada 90. 91. koji su bili savjeti Jeffreya Saxa i takve ekipe koji su savjetovali hitnu privatizaciju, šok terapiju i tako dalje. To su bili savjeti sa zapada i mislim u Sloveniji oni nisu prihvaćeni, kasnije nisu prihvaćeni ni u Poljskoj i tako dalje. I mislim da je to dobro što nisu prihvaćeni i ovo je opet jedna dimenzija otpora prema nekakvim mjerama koje su u biti i importirane i koje, mislim, vjerojatno, ne vjerojatno, nego očigledno da ih Janša
uzima kao svoju politiku, ali to je otpor znači prema nekakvim stvarima koje dolaze kao politički koncept, dolaze izvana i one su jednostavno antisocijalne i ljudi se bune i mislim da je to ipak opet na kraju borba za budućnost. Jaz sem imela, mogoče to ne paše zdaj tukaj zraven, ampak imela sem en komentar na te intelektualne elite, ta izgon Nemcev, torej nemških intelektualcev, kulture pravzaprav iz Maribora. Pa ker sem sama pač poznam zgodbo, sem tudi nekako sama osebno, družinsko vezana na to zgodbo, na ta izgon. Pa sem se kljub temu spraševala, zdaj, ne vem, koliko je, do katere mere je to pravzaprav neko opravičilo za neko stagnacijo, kulturno stagnacijo Maribora. Zdaj sem na nek način zopet v lokalni zgodbi, se zavedam. Namreč jaz si sama predstavljam, mogoče zelo prepotentno, da pa kljub temu univerza pa je neka recimo delavnica, kako bi rekla, enega, ne vem, intelektualnega življenja, bom rekla kulture, in univerza kljub temu v Mariboru ne obstaja od leta 2012, ampak po podatkih od leta 1975. In kako je torej s formiranjem te, mislim, jaz pač imam recimo neke študente, vsej najboljše izmed njih za intelektualno elito, torej ta elita bi mogla kljub temu obstajati 30 let. Je to zgodba o ruralnem in urbanem? Kot smo opazili, v zadnjih protestih študentje niso bili zelo opazna skupina, in to nam kar veliko pove o progresivnosti študentske populacije v tem mestu. Pač ni ravno, kot bi rekli, cvet inteligence najbrž tukaj v Mariboru. Cvet inteligence je morda v Ljubljani, v Gradcu, na drugih univerzah. Zdaj, kolikor sem imela sama stika, študenti Mariborske univerze so bili izredno apatični. Deloma zaradi neke depresivnosti pred tem, da tako in tako ne bodo dobili službe in da je tako in tako vseeno, če doštudirajo ali ne. Za razliko na primer od gimnazijske populacije, ki pa je bila na protestih in s katero sem tudi imela precej stikov na prvi in drugi gimnaziji mariborski, ki njihove seminarske naloge velikokrat presegajo kvaliteto seminarskih nalog študentov zgodovine, na primer na Mariborski fakulteti. In problem je seveda, ker ti gimnazijci ne ostanejo v mestu, ampak odidejo, ne študirajo v Mariboru, iz prve in druge gimnazije, in tam je treba iskati neko intelektualno jedro in mogoče tam nadaljevati. Zdaj, kje se izgubi ta potencial, pač univerza ni ravno ugledna. Žal, jaz sem doktorirala na njej, tako da. Univerzi. Univerzi, kakšna obran rekla, mogoče se jo res premalo čuti, ampak to ne pomeni, da ni vrhunskih mislecev na tej univerzi. Mi smo sodelovali pri projektu Soft Control z laboratorijskim centrom Univerze v Mariboru in moram reči, da so ti umetniki, znanstveniki, ki so dobili vstop tja, bili zelo, zelo presenečeni, da to obstaja in da so tako vrhunski. To je en takle drobec, ne bom nič več rekla o študentih, ker je moja stara maršovska izkušnja, da smo boljše špikarje in ljudi dobivali na marš iz prve in druge gimnazije, študente smo pa težko pritegnili, pa je Mariborski radio študent, uraden naziv inštitucije bil. Študentje so težje prišli do neke artikulacije. Je pa treba tudi vedeti to, da takrat, ko je univerza v Mariboru nastala, je
vladal koncept ene univerze za celo državo, ene filozofske fakultete in podobno. In veliko truda je bilo vloženega za to, da je ta univerza v mestu nastala in obstala in zelo zanimivim konceptom pravzaprav štartala. Drugo dejstvo pa je, da zdajle univerza nastala takrat, ko je študiralo 20 do 30% populacije. Zdajle študira 80% populacije. Skratka, nastalo je nekaj privatnih šol in fakultet in univerz v celotni Sloveniji, ampak nikakor ne proporcionalno glede na populacijo, ki študira. Tako da to po drugi strani pomeni verjetno nižanje kriterijev, zahtevnosti in sploh vloge univerzitetne inteligence, ker je tak pritisk na izobraževanje na tej stopni. Jaz se opravičujem, moram nujno na WC. Če je še karkoli, ker ta debata bi že krasno sedla na naše integrirano uredništvo ŽND, kjer vas vse povabim na eno kozarec pijače, če še karkoli, če ne bi jaz v tej še enkrat in še zadnjič izrekel čisto preprosto, ampak odkrito hvaležno, da smo bili lahko del mesta, da smo lahko dali mali volumen dodaten glasu mestu, da smo lahko malo premešali različne perspektive in prinesli sondažo različnih globin refleksij. Wow, to bi bilo z moje strani vse za danes in za letos. Hvala lepa.